Želja je, ampak ne to, kot bi lahko bila močna. Če govorim generalno, po mojem vprašanju. Ja, tudi jaz sem dobila tukaj, gospod Ramoš, ko bi se spremno besedo, problematika pozna, je sam izpostavil, da pozna zelo malo takih zgodb, ki bi se tako zaključil. Zakaj sem se odločila vedno pripeljati do enega srečnega konca, do ene lučke na koncu tunela? Jaz mislim, da je danes veliko težkih zgodb. Zgodb, ki lahko samo pogledamo na ulico in jih spremljamo. Sicer zgodba ta je težka, zelo teži lahko dušo, ampak na koncu jo pa pripeljem ven kot eno možnost, da je pa vendar iz tazga tudi iz tako težke situacije možno izstopati, nekako priti. Seveda, tukaj potem ne gre samo za njo, ne pa tudi družina, njena bivša družina, se pravi, smisel najde, ampak iskati en izhod je pa seveda vsekakor na mestu. Samo to, jaz sem se tudi sama, to mi je največje vprašanje, a se te ljudje sploh želijo povrniti nazaj v normalno življenje. Vse kaj pa je normalno življenje? Verjetno ena topla soba, mogoče eno stiki z enimi otroci ali starši sorodniki. Jaz mislim, kogar se zdaj poznam, jaz marsikdo želi povrniti v normalno življenje. Mogoče še kakšno vprašanje iz publike, naša gosta. Mogoče vidlaš za konec še vsak misel, kako naj smo v bodoče v odnosu do brezdomcev pozitivno. Dobro. Eno misel pozitivno. Ja, tako bom rekel, jaz mislim, da se da vse doseči, pa če se to želi, pa če so zastavljeni cilji, pa če se socialna mreža sestavlja zdaj. Tako da jaz vidim v bistvu tudi v našem delu pozitivnega in verjamem, da se lahko vsak preferja. Ne bi se mogla bolj strinjati, vsekakor je, pa tudi mogoče na mestu en zgled, ki ga dajemo, vsak izmed nas daje na svoji življenjski poti. Najprej s tem, kako lahko eno prilično dejanje lahko povzroči, da nekdo pride sploh na ta rob kakršnekoli iz tega življenjskega okolja. Tukaj, če ne je bilo tega krivega pričanja, vprašanje, kako bi se ta zgodba vplila. In drugi seveda zgled, da ko se pogovarjamo o teh ljudeh, ne samo o brezdomcih, ko se pogovarjamo o ljudeh, ki so na robu nekega enega življenja ali pa ko zaradi ene obnemoglosti, ene bolezni, ene starosti, niso več vitalni deli družbe, da je prav, da se teh ljudi nekako dotikamo s svojimi pričevanji, da se od njih ustavljamo, da jim vračamo dostojanstvo, kar lahko sem jaz in dovoljici, noben mi ne more garantirati, da jaz ne pridem tja. Ali mislim, da kdorkoli izmed nas na življenje, da res se plakati, pa prvo pa si živimo nekaj življenja. In to, da brezdomci so med nami, in jaz mislim, da tudi če država res poskrbi, jaz sem vesela, kar poslišam, smo vedno bolj med nami. Brezdomci bojo, pa ne sem brezdomci, tudi ljudi, ki so na drug način, vpredno zelo družbeno. Jaz se vam lepo zahvaljujem. Naj povem, da bo gospa Tanja Mlakar na stojnici družine v prvem nadstropju knjigo tudi podpisovala, če bi kdo želel kupiti. Danes je po posebni ceni. Pa mogoče še vodilo za napot, ne obsojemo nobenega, ker ne vemo, kakšna zgodba je zadaj. Hvala.